Pozdravljeni. Še en župan, še en novoletni pogovor. Obljubili smo, da tokrat bo malce bolj zabavno. Danes je z nami zagorski župan Matjaž Švagan. Prijeten pozdrav. Pozdravljeni, hvala za vaše prijazno povabilo in lep pozdrav iz Zagorske doline. Našim vsem gledalcem. Kot sem obljubila, tokrat bodo pogovori tudi malce bolj zabavni. Letošnji čas je precej drugačen od vseh let, pa bomo mi malce popestrili. In zato vas prosim, da poiščete eno zanimivo traparijo, neumnost kiks, ki se je zgodil v letošnjem letu. Pa naj bo to vaš, pa naj bo to občinski. Ja, teh kiksov je kar veliko, jaz pravim, če veliko delaš, je veliko tudi napak. Moram reči, da je eno od največjih napak, ki sem jo storil, je v državnem svetu zaradi same treme, ki sem jo imel, in ena od izjav je bila neprimerna, ki ni v mojem stilu, ampak sem se posebej opravičil, ker je bila komunikacija preko videa in imaš drugi občutek preko videa ali v živo in nisem navajen se pogovarjati z ekranom, bolj tako kot smo mi da danes, imamo varnostno razdaljo, kar upoštevamo navodila NIJZ, tako da to, seveda so pa še tudi ostali kiksi, ni pa nobenega takšnega, da bi nasmejal gledalke ali gledalce. Dobro, ste pa župan, ki vedno najde neko presenečenje. In tudi tokrat vas bom seveda pozvala, da izdate našim gledalcem eno skrivnost, ki jo še ne ve nihče drug. Pa naj bo za letos, pa naj bo za prihodnje leto. Iz rokava, če povlečete eno skrivnost za naše gledalce? No, mogoče zanimivost ali presenečenje, da kdor bo gledal v polnoči, bo lahko videl odštevanje župana Matjaža Švagana. Torej, tokrat na video, ampak boste odštevali 3, 2, 1, zdaj, veselo, v novo leto 2000. Kot vsako leto, tudi letos, ampak na drug način. Povsem podrobnosti pa še ne bova razkrila, verjetno. Bo pa še veliko presenečen, sigurno do prihajajočega uspešnega novega leta. V redu, pa se ozriva tudi na leto, ki je pravzaprav skoraj že za nami. Večje investicije, projekti, ki so bili letos izvedeni, tiste, ki bi izpostavili? No, pomembno investicija je vsekakor obnova upravne stavbe SVEA, ki smo jo pred leti odkupili. Takrat je bilo veliko ponudb, da bi naredili kakšen trgovski center, ker bi veliko zaslužili kot lokalna skupnost, celo pobude, da bi kdo delal kakšen samski dom, vendar sem se odločil, da naredimo nekaj težjega v finančnem smislu, ampak sigurno za generacije, ki bodo prišle za nami, bodo rekle, da smo v najtežjih časih korone, ko je težka situacija, vendar mene se ljudi izvolili za to, da ustvarjam energijo in se odločil za nekaj več v teh časih, da naredim ne ognjemet, ker ga tudi ne smemo izvajati zaradi PM10 že vrsto let, ampak pravi ognjemet investicij. Tako da ta investicija je okrog 2,3 milijona evrov, kar pomeni novi prostori za regionalno razvojno agencijo, za baletno šolo, glasbeno šolo in pa tudi za salon SVEA. Jaz upam, da bodo gospodarske razmere takšne, da se blagovna znamka vrača v naše okolje. V teh dneh izbiramo tudi izvajalca za kompletno obnovo telovadnice pri Okrogarjevi šoli, ker ostane samo skelet, vse ostalo pa vzpostavimo na novo z lastnimi sredstvi. Obe dve investicije je tam okrog 5% sofinancirane strani države, vse ostalo gre iz občinskega. Zdaj, morda, če se bolj ozreva na tiste, ki so se v letošnjem letu že zaključile. Ja, to je obnova mestnih ulic. Polovico smo tega izvedli v letošnjem letu, okrog 10 km lokalnih in krajevnih cest. Ko govorimo o mestnih ulicah, smo se odločili zato, ker je bil vzpostavljen nov sistem optike in smo po desetletjih šli v obnovo teh cest, ki so bile najslabše v naši občini. Preko 1 milijon evrov smo namenili tudi za sanacijo plazov, ki niso v naši občini, ampak
zgolj občuti mogoče 0,5% občank in občanov naše Zagorske doline, ampak pomembno je tudi, da se kmetijstvo in kmetije obdržujejo na tem področju. Tako da to so te glavne investicije. Katere so pa recimo tiste, ki so žal zaradi epidemije izpadle oziroma bodo kasneje ali kakorkoli. Recimo ena takšnih, iskali ste recimo ponudnika, ki bi prevzel lokalne, kakšno kavarno v Evroparku, pa še nekaj tovrstnih, ki so se nekako potem kar ustavile zaradi situacije, kakršna je. Ja, mi smo dobili kar nekaj ponudb za izgradnjo tega lokala v Evroparku. Žal zaradi korone se je to ustavilo. Tudi investicija v Svejo bi se ustavila, kajti bil je razpis Ministrstva za šolstvo za sofinanciranje tega projekta. Potem so zaradi korone ta razpis preklicali. Mi smo že izbrali izvajalca, ker je bil tudi pogoj, da dobiš več točk pri izboru ministrstva za sofinanciranje tega projekta, tako da smo morali te projekt izvesti v izvajanje. Tako da večji del tega smo izvajali, seveda pa ni šlo vse po planu, kajti tudi korona je bila pri izvajalcih in tudi določena dela zamujajo, ampak kot sem rekel, v letu 2021 ne bi dokončno izvedli. Je pa vsekakor epidemija, pa naj bo še tako slaba, vedno prinese vsaka slaba stvar tudi nekaj dobrega. Kaj dobrega bi lahko rekli, da se je zgodilo zaradi tega v vaši občini? Jaz moram reči, da prišel sem do spoznanja, da tisto, kar sem v vseh teh mandatih dejal društvom, zdravstvenem domu, dom starejših, da smo res v najtežjih trenutkih stopili skupaj, da ni bilo niti enega prepira, ampak smo vsi vedeli, da smo v težki situaciji in da mora biti ta sloga pomoč, in to je bila za mene ena najbolj uspešnih zgodb, če govorim uspešnih v narekovaju glede na situacijo, ampak kot sem rekel, en župan ne more nič, lahko pa vsi skupaj veliko postorimo. Seveda po tej epidemiji vemo, da posameznik je tisti, ki lahko največ naredi za svojo varnost in pa tudi za lokalno skupnost. Tako da to je ena od mojih spoznanj. Obstajajo najboljši ljudi na svetu, to da Zagorjani so boljši od njih. Super, verjamem. Pa še vprašanje, kaj vi pogrešate najbolj med epidemijo? Kaj je tisto, kar vam najbolj manjka? Vsekako druženje. Primer, kupili smo 5 novih gasilskih avtomobilov, ni bilo te predaje, kar bo sigurno v prihodnjem letu. Potem Zagorska noč, kuhinja na prostem, občni zbori, druženje s prijatelji. Skratka, to mi manjka in to manjka vsakemu izmed nas in nisem nobena svetla izjema. Ampak kot sem rekel, drugo leto bo pa dvojno vse. Imamo že program za 1. maja, imamo program za Zagorsko noč in tudi za novo leto. Pa proračun je bilo prav tako treba pripraviti, vključene so tudi verjetno te prireditve, ki ste jih omenili. Kaj pa je tisto, kar bi izpostavili iz proračuna? Govorim o večjih projektih, morda o prireditvah ali pa o čem, ki se kar se razlikuje od prejšnjih let. V teh 2 investicijah v šoli v Sveji smo govorili o telovadnici, nadaljujemo s temi ulicami, potem zaključujemo obrtno cono Selo. Tukaj smo v pogajanjih tudi za eno izmed največjih investicij v Zagorski dolini, tudi s pomočjo Vlade Republike Slovenije, ker bi Zagorje postavili na svetovni zemljevid kot samo investicijo in samo dejavnost. Pričenjamo za izgradnjo gasilskega zasavskega poligona, ker gre za investicijo Gasilske zveze in pa tudi občine Zagorje ob Savi. Če govorim samo o obrtni coni, smo vsa zemljišča prodali. Zdaj so prodana že vseh 5 kerejev? Enega še čuvamo za to svetovno, upam. Še ena skrivnost zavita zadeva? Zaenkrat je še skrivnost. Jaz prevečkrat
prehitro povem, pravi, da sem kot tak otrok, da sem prehiter srečen, včasih potem mi ne uspe in potem je več kritike kot pa pozitivnega, ampak jaz verjamem in če v nekaj verjameš, tudi sem prepričan, da nam bo uspelo. Seveda pa tukaj največji uspeh tistega, ki bo osebno investiral v ta projekt. Mi samo ustvarjamo pogoje, da kdo pride v Zagorje. Tako da tudi drugo leto naj bi pričeli z zgradnjo okrog 30 stanovanj v naši občini. Govoriva v Kisovcu? V Kisovcu in v Zagorju. Potem tudi sistem električnih koles. Izvajalca smo izbrali. Tako da tisto izjavo, ki sem dal tudi vam, da to aplikacijo, ki boste imeli v Zagorju, boste lahko koristili v Dubaju, v Münchnu ali Berlinu, skratka po celem svetu. Potem tudi investicije, ki jo želimo pričeti in zaključiti 2021-2022, rondo pri čistilni napravi za sanacijo mostu. Upam, da tudi končno sanacija ceste 2021-2022 skozi Kisovec z 2 rondojema. Vemo, da se dela tudi projekt, da smo v zaključni fazi pridobivanja služnosti in pa odkupujemo zemljišča za 8 km kolesarske steze. Mnogokrat slišim, zakaj je to potrebno v tem času. Še enkrat poudarjam, to so strogo namenska sredstva za kolesarske steze v okviru evropskih projektov, tako da drugo leto tudi pričnemo s to izgradnjo. Tukaj se zahvalim vsem tistim, ki so pristopili k nam in nam suportirajo za svojimi zemljišči. Pa če govoriva o kolesarstvu, vsekakor moramo omeniti tudi Primoža Rogliča. Žal nobenega sprejema takšnega, kot je bil v prejšnjih letih, letos ni bilo mogoče izvesti, pa vseeno so kakšni plani za prihodnja leta? Ste mu še dolžni kakšen sprejem, če tako malce v šali rečemo? Mi smo mu dolžni vsekakor en velik sprejem. Primož je ambasador Zagorske doline, je naš ponos in jaz večkrat pravim hvala njemu, da je v teh težkih mesecih s Turom pa z Vuelto prinesel en optimizem in dokazal, da se je splača in potrebno v življenju boriti, da na koncu je zagotovljen uspeh po padcu. Jaz pravim vedno, ko padeš, je najtežje se pobrati, ampak tukaj smo Zagorjani uspešni, tako da bo ta sprejem na nivoju. In tudi smo imeli rumene zastave, rdeče zastave in Zagorje v rumenem, v rdečem. Zagorje se je kar nekajkrat obarvalo letos. Tako, in tukaj sem kot župan tudi želel v težkih časih unesti eno pozitivno energijo med naše ljudi. Seveda nekateri to pozitivno, vsaj večinoma, seveda nekatere pa vse moti, kar je pa sestavni del v življenju. Kaj bi pa bilo, če bi bilo vse idealno? Pa če zaključiva to zgodbo s tistimi najbolj srčnimi prostovoljci, ki so celotno to leto pokazali svojo najvišjo mero srčnosti, kako ste v Zagorju spremljali te oziroma sodelovali z njimi? Tako kot sem rekel vodoma, delali smo vsi za enega, eden za vse. Jaz samo lahko rečem moj poklon in hvala vsem, če rečem od zdravstvenega doma kot največje inštitucije, potem doma starejših, ki smo jih tudi v teh dneh obdarili, vse stanovalce, prav tako vsem poslali darilo, starejšim nad 70 let, okrog 2300 daril, socialno ogroženim otrokom, vsem, ki niso imeli računalnikov tabličnih, smo kupili računalnike. V preteklosti smo vložili v zadnjih letih okrog 300 000 evrov v šole za tisto, kar jim sedaj pomaga učenje na daljavo, kar ga zahvala predvsem ravnateljici osnovne šole, gospe Grošljevi, Toneta Okrogarja, ki je takrat dala to pobudo in sem jo akceptiral. Tako da, moj poklon.
Tako zaključujemo pogovor z gorskim županom, ki je tako kot običajno spet povedal določene stvari, ki jih še nismo vedeli. Obenem pa ostanite še, saj posebej za vas pripravlja čestitko. Srečno! Spoštovane gledalke in gledalci spletnega portala ZON, vesel in ponosen sem, srečen, da kljub težkim časom, v katerim se nahajamo, v teh mesecih, dneh, vam spregovorim in vam zaželim iz srca vesele božične praznike, da jih preživite v svojem družinskem krogu, da si rečemo, je danes težko, toda te prazniki naj bodo tista svetla luč za prihodnost v letu 2021. Bliža se 365 dni, naj vam bodo lepi, srečni, polni tiste nežnosti, ki vam polni življenje in vam daje smisel. V teh težkih časih sem z vami, srečen, vesel, polni optimizma, kajti mene ste za to izvolili. Izvolili pa ste me za to in tudi kandidiral sem za to, ker sem vesel in ponosen, da imam takšne občanke in občane Zagorske doline, ki smo v dobrem in v slabem vedno skupaj. In naj bo takšna energija, takšno razmišljanje tudi v letu 2021 in vam želim vse dobro, vse lepo, zdravja. To vam želi vaš župan Matjaž Švagan.